Biologoma Tilnu Genovu in Bojanu Lazaru iz Inštituta za biodiverzitetne študije Univerze na Primorskem se je bilo kar težko preriniti med gnečo kopalcev, ki so hoteli Rina in Maura pospremiti na pot. Ena je velikosti oklepa, če se prav spomnim, 37, druga je kakšni 42 cm. Navadno takšne želve so starosti med kakšne 3 in 5 let. O odraslih karetah, ki živijo v tem delu Sredozemlja, vedo biologi kar precej. Gnezdijo na primer na obalah grških otokov. Se pa še nič skoraj ne ve o teh mladih želvah, ki so še spolno nezrele. In pravzaprav ne vemo, ko morje pri nas postane premrzlo, da bi tukaj ostale. In ko se pomaknejo južneje, dejansko ne vemo, ali se pomaknejo samo toliko južneje, da za silo preživijo, ali grejo prav v južni Jadran ali morda celo ven iz Jadrana. To je zaenkrat popolna uganka. Prav zaradi tega imamo taj projekt, ki nam omogoča sledenje želvi na podlagi satelitske telemetrije v realnem vremenu. Oziroma mi dejansko vsaki drugi dan dobimo podatke, kje se želva nahaja. Poleg tega pa bodo oddajniki posredovali še podatke o frekvencah, globini in času potopov ter temperaturi morja. V okviru projekta NetCet, mreže za varovanje delfinov, kitov in morskih želv, bodo pri nas z oddajniki opremili 10 mladih želv. Vse ribiče, kopalce in moreplovce pa prosijo, da jih o morebitnih opažanjih želv opremljenih z oddajniki o tem obvestijo.